Pozdravljeni. Zavorni sistem bolida Formule 1 je dokaj kompleksna zadeva, bistveno bolj, kot se na prvi pogled zdi. In danes si bomo na hitro pogledali nekaj značilnosti tega zanimivega dela bolida Formule 1. Preden začnemo z razlago kompleksnosti zavornega sistema, še dve krajši pripombi. Najprej ta, da ko govorimo o zavornem sistemu sodobne Formule 1, se dostikrat vrtimo samo in izključno okrog zavornih diskov z ogljikovih vlaken in ustreznih ploščic. Danes bomo šli malce bolj poglobljeno, ukolikor koga zanimajo diski in ploščice, seveda je poseben prispevek bližnjica, kot do nekaterih drugih pomembnih omenjenih prispevkov je v opisu. In druga zadeva, tudi danes bomo videli, da v bolidu Formule 1 je dosti zadev povezanih med seboj, tudi na mehanskem področju, ne samo aerodinamičnem. A začnimo raje z današnjo temo. V schematsko gledano in izjemno poenostavljeno gledano ima zavorni sistem bolida Formule 1 samo eno zadevo, katera povezuje vse te elemente med seboj. In to je stopalka za zavore. Namreč na stopalko za zavore sta pritrjena dva glavna hidravlična cilindra. Tisti, kateri dodaja zavorno moč prednjemu paru koles, in tisti, ki skrbi za zadnji par koles. In če pogledamo, tu ni nič kompleksnega in nič takega, nič, kar nismo videli na vsakdanjih cestnih avtomobilih. In res, če vzamemo samo tisti prednji del, je zadeva dokaj podobna. Imamo glavni cilinder, imamo povezovalne cevi, imamo zavorno čeljust in seveda, ko voznik stopi na stopalko, poveča pritisk zavorne tekočine v glavnem cilindru, ta se preko cevi spravi na zavorno čeljust, kjer je več manjših cilindrov, te potisnijo zavorno ploščico na zavorni disk, nastane trenje in posledično zavorni učinek. Nič kaj takega. In na zadnji strani v bistvu isto, vsaj kar se tiče tega mehanskega dela. In kje je tu ta kompleksnost? Po času imamo še dva elementa, katera sta bistvena pri razumevanju zavornega sistema, predvsem na zadnjem delu. Tisto, kar se tiče prednjega dela, smo že obdelali. Na zadnjem delu imamo še tako imenovano motorno zavoro, katera je znana tudi iz cestnih avtomobilov, a tam imamo pogon ponavadi na drugi osi, zato lahko to malce manj razumljivo. A vseeno, zakaj gre pri motorni zavori? Razumeti moramo, da hitrost avtomobila oziroma bolida je povezana s hitrostjo vrtenja glavne gredi motorja z notranjim izgorevanjem. Ta je preko sklopke vezana na menjalnik in preko menjalnika na pogonsko os, pa naj si bo spredaj ali zadaj. In v trenutku, ko voznik odmakne nogo iz stopalke za plin, obrati glavne gredi motorja z notranjim izgorevanjem nestrmo padejo navzdol. Lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo. Zato imajo motorji z notranjim izgorevanjem tako imenovan vztrajnik. Ta uskladišči določeno količino kinetične energije in jo nato počasi sprošča nazaj. Zato dobimo malce bolj linearen, malce bolj nežen padec obratov. Seveda ustrezno s tem, kak je ta vztrajnik. Verjetno na osebnih avtomobilih je malce večji, malce težji, na tistih športnih malce manjši, na bolidih Formule 1 minimalen. A prav ta trenutek, ko pride do tega pojemka števila obratov glavne gredi, se ta energija prenese na tisto zadnjo pogonsko os in imamo zaviralni učinek. A kot ste razumeli, tudi do tu ni nič kompleksnega. Imamo še tretji element, MGUK. Tisti element, kateri je sestavni element sodobnega pogonskega sklopa in katerega poznamo v Formuli 1 še z časov pred turbohibridno dobo. Le da se je takrat imenoval KERS.
A prav med zaviranjem ta element zbira energijo in jo uskladišči v baterijah, to se pravi, prispeva tudi on k zaviranju bolida. In če pogledamo shemo, katera je povzeta iz tehničnega pravilnika FIA za sedanjo aktualno sezono Formule 1, bomo videli nekaj zanimivega. Namreč MGUK v baterijo lahko spravi točno polovico energije, katero lahko oddaja v sistem. Torej, če vidimo, da lahko v sistem ta MGUK prispeva 120 kW ali nekaj malega manj kot 161 konjskih moči, rabi kar nekaj časa, da se ta energija nabere v bateriji in more to praktično zbirati na vsakem zaviranju. Še krajša pripomba, sedaj vam je jasno, zakaj sem toliko pikolovski, ko slišim nekoga, da reče, da ima pogonski sklop sodobne Formule 1 1000 konjskih moči, več, manj, ni važno. Vprašati se moramo, kdaj in kje, preden govorimo take številke. Vidimo na tem primeru, da ne zmeraj. No, sedaj smo razumeli, da tudi MGUK je izjemno pomemben element pri zavornem sistemu. Pomaga zavirati bolidu na podoben način kot motorna zavora, namreč vezan je na tiste elemente vztrajnika oziroma menjalnika in tako posredno deluje na pogonsko os. Mnogi izmed vas ste slišali že, da bolid Formule 1 zavornega učinka nima razporejenega enakomerno na prednjo in zadnjo os. Zaradi tega sem tudi ločil tisti prednji del zavornega sistema in zadnji del zavornega sistema. Tako imenovan v angleščini brake bias. Če pogledamo na uradni strani ekipe McLaren, tam pravijo tako malce opisno, da bolidi Formule 1 imajo to razmerje med 60-40, 60 na prednji osi, 40 na zadnji osi in 55-45. A to samo tako, da imamo mi neko občutek. V prvem primeru gre za razliko 20%, v drugem primeru 10%. A v tej drugi številki so združeni vsi trije elementi, to se pravi tisti učinek, ki ga imajo te klasične zavore, motorna zavora ter MGUK. Da nam bo jasno, zato na zadnji osi poznamo tisti element imenovan brake by wire ali elektronsko zaviranje, kratica BB2V. Namreč obstaja senzor na tem hidravličnem sistemu, kateri vidi, ko voznik stopi na stopalko in uravnava moč zaviranja MGUK-ja ustrezno tudi z motorno zavoro. Namreč ni vse tako linearno, kot se na prvi pogled zdi. Odvisno od programa, odvisno od nastavitev, seveda tu je še mnogo neznank. In seveda znano je, da vozniki to uravnoteženje zavor lahko menjajo med samo dirko. Na volanu imajo določena stikala. In vem, vsak voznik ima volan narejen po meri in stikala nameščena tako, kot so mu najbolj udobna. A če boste gledali in videli označbo BB+, BB- oziroma BBAL, boste vedeli, da ta stikala praktično uravnavajo ta zavorni učinek. In zakaj je pomembno spreminjati zavorni učinek predvsem v zaviranju v ovinek? Gre za tako imenovan učinek migracije zavornega učinka. Namreč pri vhodu v ovinek rabi voznik več zavornega učinka na prednji osi in govorimo v vstopu v ovinek. A preden doseže tisti vrhunec, mora del tega učinka spraviti proti zadnji osi. In če boste pozorni, boste videli, da voznik praktično med zaviranjem in obračanjem volanom takne določeno stikalo in tako spremeni to porazdelitev. A seveda zavedati se moramo, da zaviranje z bolidom Formule 1 je še daleč proč od tistega, kar imamo mi na cestnih avtomobilih. Namreč zasledili ste, da pojemki pri bolidu Formule 1 so tam okrog 5G.
5G moramo primerjati s tem, da superšportni avtomobil lahko v izjemnih primerih med zasilnim zaustavljanjem doseže pojemek 1G. Pri Formuli 1 vsakdanje, bom rekel, čisto normalno zaviranje je bistveno nad tem, v ekstremnih primerih bistveno večje. Lep primer, da nam bo to bolj jasno, proga Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada, 13. ovinek. Iz hitrosti tam približno 380 km/h pridejo do dobrih 133 v 2 sekundah in na 122 metrih. Seveda, voznik drži svojo nogo na stopalki za zavore 2 sekundi. In seveda med tem časom tudi popravi nastavitev zavor, kar je seveda tisto, kar loči nas, navadne smrtnike, od njih, voznikov Formule 1. Zase vem, da tega nisem sposoben. In sedaj, ko smo malce bolj razumeli, kakšne so problematike in zapletenost tega zavornega sistema, se moramo vprašati, kaj se je prav zgodilo pri tovarniški ekipi Renault na veliki nagradi Japonske. Namreč vemo, odkrat so bili diskvalificirani, ker so imeli poseben sistem, kateri je uravnaval to kompleksno nastavitev zavornega sistema med prednjo in zadnjo osjo. Namreč takrat je FIA delovala malce čudno, izključila jih je zaradi kršitve športnega pravilnika, čeprav je bila pritožba podana na osnovi tehničnega pravilnika. A glede na zakonodajo tehnično so bili v skladu z pravili, športno pa se strinjam tudi sam, da ne. V čem je šla zadeva, če pogledam tisto uradno poročilo, katera ne pove bistvo problema, je sistem deloval tako, da vozniku ni bilo treba spreminjati s pritiskom na gumb te nastavitve zavornega učinka na prednji in zadnji osi. Sistem je to naredil sam. In po pričevanjih naj bi to imeli že vrsto let. Govori se, da celo od sezone 2015, kar je izjemno zanimivo. Takrat je bila ekipa Renault še Lotus in imeli so pogonske sklope Mercedes. In zanimivo je tudi zaradi tega, ker nekako so preskočili tisto elektroniko, katera je standardizirana in jo dobavlja McLaren. A da ne boste mislili, podoben sistem so dobili tam okrog sezone 2014 tudi v svetu Endurance na Toyoti TS 040. A po mojem mnenju je nek element, kateri bistveno prispeva k temu, da je bolid hitrejši na progi. Tudi če pri Renaultu so govorili, kako je ta sistem samo pomagal, da je bil voznik bolj spočit, da se mu ni bilo treba tako matrati, so s tem dosegli manjšo možnost napake. In zaradi tega zunanjo pomoč voznikov, ki je prepovedana. Kljub vsemu, da se strinjam, da FIA ni ravnala pravilno pri pritožbi, a o tem kdaj drugič. Videli smo, da zavorni sistem bolida Formule 1 je kompleksna zadeva, bistveno bolj kot tisti disk iz ogljikovih vlaken in seveda ploščice. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.